Danes je pa šlo toliko stvari narobe, da sploh ne vem, kje bi začel, kje končal. Pa nekako v takšni tekmi si želim najbolj od vsega, da bi bil samo hiter, kratek in jedrnat. Pa po moje nič od tega ni bila danes Slovenija. Ni bila, mislim, ja, no, ajde, hitra torej ni bila, kratka je bila glede na nasprotnika, jedrnata pa niti malo. V vsakem primeru poraz proti Nemčiji. Dobra stvar, če iščemo dobro stvar, je ta, da je pomenil le to, da bomo drugi v skupini, ne prvi. To pomeni ob primeru zmage v pismo, ne vem, zdaj pa res ne vem. Ker mislil sem reči, da v primeru zmage v četrtfinalu, da dobimo Američane. Ampak ko tole snemam, je Litva dobila prvo četrtino proti Američanom z 31-12. V glavnem, zanimiva štorije se bojo opisale sredi svetovnega prvenstva. Kar bi želel povedati o današnjem srečanju je to, da smo se pustili sprovocirati proti sila neugodni, pa za mene osebno sila antipatični ekipi. Saj vsak človek, vsak posameznik ekipa ima svoj način veselja, zmagoslavja nad drugo ekipo. Tekom srečanja so pač uspeli Nemci doseči, da so nas provocirali, tudi mene na nek način pred ekranom. V bistvu, jaz sem to bolj kazal v nekem razočaranju, čeprav sploh nekega razočaranja ne bi smelo biti, no, zdaj sam rezultat seveda ni navdušujoč, jasno, da ne, ampak napredovanje smo si zagotovili na tekmi z Avstralijo in vsem prej. To je glavno. Zdaj, če hočeš biti najboljši na svetovnem prvenstvu, jasno, moraš premagati vsakega. Tale poraz danes torej šteje le to, da smo izgubili prvo mesto v tej skupini. Zdaj, ali smo se natrošili proti Avstraliji, ali nismo bili motivirani dovolj za to srečanje, na koncu niti ni pomembno. Bi pa bil presenečen, če ne bi bili dovolj motivirani. Vendarle nastopaš za Slovenijo na svetovnem prvenstvu in za prvo mesto v skupino. Po največji verjetnosti pred začetkom srečanja si se v polfinalu izognil Združenim državam Amerike v polfinalu. Torej govorim ob zmagi. Zdaj čisto na kratko, ni mi bila všeč igra Luke Dončića danes, niti malo po pravici povedano, forsiral je met, dobro mu je šlo pod košem s tistimi prodori oziroma s hrbtno igro pod košem. Ampak je ni nadaljeval je z meti za 3, s tem je probal razigrati samega sebe, manj pa soigralce. Zdaj ne verjamem, da je bil to odločilen faktor na koncu za poraz Slovenije, ampak bolj neka kolektivna nezbranost in neka jeza, nervoza, brezpotrebna, ne vem, kaj vse smo danes pokasirali, od tehničnih do, ne vem, kreganja z nasprotnikom, sodniki. V glavnem, pozabimo srečanje, čim prej priprava na naslednjega nasprotnika, katerega do tega trenutka še ne vemo, kdo bo. Mora biti v naslednjih 2 dnevih, pardona ni. In potem se bomo pogovarjali naprej. Obvezno je prva zdaj zadeva, kaj je, da moramo premagati naslednjega nasprotnika, sicer igramo samo tekme za razvrstitev. V nasprotnem primeru pa sledi že polfinale, kar pa mislim, da bi bil izjemen uspeh, predvsem glede na zdravstveni karton naše reprezentance, ne. Zdaj, roko na srce, tudi uvrstitev v četrtfinalu, se pravi najboljših 8 je imeniten uspeh. Bi pa bilo fajn vseeno še kaj doseči, vsaj zmago. Zakaj? Najboljši 2 ekipi iz Evrope na tem svetovnem prvenstvu se uvrstita na olimpijske igre. Ne, tole je tisti cilj, če že ne medalja na svetovnem prvenstvu, kar seveda je, no. Zdaj v glavah fantov, ko so že tako daleč, jasno da. Ampak olimpijske igre so v lovu, ne. Tako da ja, da nisem predolg, vabljeni, da tudi spodaj upišete svoje občutke po tekmi, svoja videnja, komentarja kot do zdaj. Hvala še enkrat, da me spremljate. Gregor sem bil z vami, Igre Sporta. Vabljeni tudi, da se naročite. Do naslednjih analiz. Lepo vas pozdravljam.